Sem Marjan Mirt, kipar. Zdaj v bistvu nepripravljeno. Po preteklem času sem ugotovil, da v bistvu sem srečen, da sem del tega projekta. Ko je pa povabilo prišlo, v bistvu sem imel mešane občutke. Sprva me je v bistvu motilo ta omejitev velikosti kocke. Dosti projektov je takšnih, ki ti zadajo neke formate in da ti ustvarjaš na podlagi tega, kar si dobil zadanega. Veliko raje imam to, da imaš ustvarjeno delo in da se pol ocenjuje, če je v redu ali ne. Ne da ti v bistvu, to je skoraj bi lahko rekli kot neko delo po naročilu, ne. Je pa bilo dosti časa za razmislek in je kocka v bistvu, vsa sreča sem imel čas, da je nekaj časa celo stala ob strani in sem lahko prosto razmišljal. Marsikaj je šlo skozi njo, so tudi bili čevlji iz ateljeja, je bila, ne bom sploh razlagal. Na koncu pa sem prišel, ker v bistvu meni problem je bil ta, da imam precej velike skulpture in da se v bistvu ne sovpadajo z z danimi dimenzijami kocke. In pol pa sem ugotovil, zakaj ne bi to, kar v bistvu ustvarjam, poskušal vriniti noter, ker v bistvu naj bi to šlo v te gabarite. In sem pred, mislim, leto nazaj delal enega takega zajca, ki sem ga pomenoval eden od mnogih, kot človek, ki je v neki zaprti škatli, tisti je bil v kartonasti škatli, ki je omejen z nečim in strahopeten in nima rad komentira, je lep, ampak ne bi šel zunaj nekih svojih okvirjev. Tu sem si pa v bistvu pomagal s to novo tehnologijo, da v bistvu ta celi zajec je modularen in je v bistvu delan po modeliranem zajcu, ki je 3D skeniran in kasneje obdelan, da sem ga lahko zrezal na kose in se lahko modularno zloži v škatlo in se v bistvu zapakira. In zgodba je ostala v bistvu zelo, je sopadala s produkcijo, ki sem jo delal, tako da v bistvu nisem se prilagajal toliko. Na koncu se nisem niti prilagajal toliko tej kocki, koliko je v bistvu to vse skupaj se zložilo, to v mojo zgodbo. Tako, hvala.